Gospod Mačkošek, najprej iskrene čestitke ob vaši izvolitvi. Kakšne ukrepe bi po vašem mnenju nujno morala sprejeti vlada za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji? Najlepša hvala za čestitke. Kar se tiče pa delovanja v okviru gospodarske zbornice, seveda tudi želja in ideje okrog razbremenjevanja slovenskega gospodarstva. Gospodarska zbornica ima pripravljene konkretne predloge. Mislim, da je treba na teh predlogih vztrajati, delovati in z dodatnimi argumenti še te predloge uresničevati. Absolutno je pa to razbremenitev dela, konkurenčni pogoji, ki jih potrebujemo za uspešno izvozno gospodarstvo, kajti le primerljivi pogoji poslovanja, kot jih imajo naši konkurenti v tujini, predvsem na zahodu. Ne govorimo o državah, ki imajo preko zakonodaje bistveno drugačne pogoje. Takšne pogoje si želi slovensko gospodarstvo, kajti v nasprotnem primeru uspešne zgodbe, ki se je začela v lanskem letu, ne bo možno nadaljevati. Kaj bojo v vašem mandatu prioritetne naloge Gospodarske zbornice Slovenije? Glejte, prioritetne naloge Gospodarske zbornice ni tako enostavno definirati, ampak dejstvo je v vsakem primeru. Gospodarska zbornica mora ponovno stopiti na ustrezno mesto v slovenskem prostoru, mora postati tretji močen steber. Na eni strani imamo sindikate, na drugi strani imamo vlado ali pa politiko in na tretji strani mora biti gospodarski sektor kot enakopraven partner v tem trikotniku.